Dotlej pa moramo skrbeti tudi za to, da bomo take pereče probleme, kot je zdaj trenutno zdravstvo v Ločah, reševali sprotno in da ga bomo reševali tako, da bodo tisti, ki to rabijo, najbolj oziroma zadovoljni. Zato, ker zdaj se dogajajo tudi določene stvari, mogoče zaradi enih zamer pa sem pa tja, ampak na tak način se te stvari ne smejo reševati. Zdravstvo je potrebno in zdravstvo si zasluži vsak občan in prav je tudi, da ga omogočimo vsakemu. Zato smo tukaj. Drugače je škoda, da se gremo politiko oziroma da poskušamo kreirati občinsko politiko. Zato jaz pravim in stranka Nova Slovenija skupaj pravimo, da Konjičani, konjiški kraj zmoremo več. Par točk sem že preletel, mogoče še kakšna točka iz našega programa ne bi predstavljal čisto celega, zato ker je le v bistvu razdeljen na vse segmente delovanja občine. Kar se tiče mladih družin, vemo, da je stanovanjska politika problematična, tu je potrebno, da občina tudi pristopi še bolj agresivno, še bolj aktivno, da ohranja in daje na možnost tako gradnje novih hiš, kakor tudi stanovanj, zato ker vse vemo tudi preko glavarine. Večja, ko je občina oziroma več, ko ima prebivalcev, večji je proračun. In v bistvu, če so ljudje tisti, ki polnijo proračun, je tudi potrebno, da ta proračun servisira te ljudi. Ne samo, da ta denar jemljemo od njih, pa ga usmerjamo, seveda, vedno potrebne stvari ali pa nepotrebne, ampak zato ravno govorim ves čas o prioritetah, ki jih moramo določiti. In tu je vezano tudi prostorsko planiranje in urejanje, štipendiranje mladih, zato ker napredek je v znanju. In tu bi jaz ustanovil štipendijski sklad za štipendiranje mladih, ki bi zagotavljal enake izhodiščne možnosti za vse mlade. Ne pa kar tako po domače, kot se je zdaj dogajalo, da smo podelili šolnino, to tudi obljubljam, da bom šel stvari do konca, da bomo raziskali kaj in kako, zato ker preprosto ne dobim papirjev, čeprav jih zahtevam v roke, kaj se je dogajalo s to šolnino 10 000 evrov, ki je bila podeljena eni izmed oseb, ki je sedaj zaposlena na turistično-informacijskem centru, ki je bila prej v drugi službi, pa je tista služba ji plačala šolnino, potem pa, ko je prišla sem na novo delovno mesto, je pa javni zavod knjižnica teh 10 000 evrov vrnila privatnemu podjetju, kar se mi tudi zdi, da je prekršek, kar se tiče proračunskih sredstev, zato ker proračunska sredstva se ne smejo v privat korist oziroma privatne žepe nakazovati. Tako da tu mislim, da rad bi vam povedal kaj več. Na sejah občinskega sveta sem spraševal o teh stvareh, tudi na odbor za finance je zahteval določena pojasnila, pa jih žal nismo dobili. Ampak se pravim, obljubljam in verjamem, da bomo tu prišli tudi zadevi do dna. Ne želim, da se take stvari dogajajo, ampak da imajo vsi mladi enake možnosti in da imajo tudi vsi mladi možnosti, da štipendirajo, sploh pa tisti, ki so v prvi vrsti to potrebni. Oskrba starejših na domu. Poglejte, to je tudi ena izmed stvari, v katerih je vpletena občina oziroma občina prek javnih del lahko to financira tudi prek razpisa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve. Imamo Lambrechtov dom, ki tudi to nudi. Čudovit Lambrechtov nov dom, za katerega se moramo tudi mi v Novi Sloveniji tudi pohvaliti, da smo bili mi tisti, ki smo preko prejšnje vlade, preko bivšega finančnega ministra dr. Andreja Bajuka zagotovili prek 5 milijonov državnih sredstev, da je prišlo do obnove Lambrechtovega doma. Drugače, do Lambrechtovega doma jaz ne vem, kako bi prišlo, ampak ne da bi želel hvaliti samega sebe ali pa Novo Slovenijo, vendar to je dejstvo, ki stoji in to je v bistvu tudi naš največji rezultat, ki smo ga kot stranka, odkar obstajamo na Konjiškem leta 2000 tudi dosegli. Vedno se sučemo tudi po naših krajih okoli vinogradništva, kmetijstva. Seveda tu moramo pomagati kmetom,
tu jim ne smemo jemati zemlje, ampak jim moramo dajati možnosti, da bodo čim boljše pridelovali in da bodo tudi lahko ohranjali kmetije, zato ker jaz si ne znam predstavljati, kako bi bilo, če bi kmetije, ki jih imamo izven Konjic, izven centra Konjic, prenehali delovati, potem bi se tudi ljudje selili, pa bi kraji, ki so oddaljeni izven naših centrov, tudi počasi pričeli propadati. Ampak mislim, da bomo zdržali tudi te pritiske, da bomo zagotavljali tudi tem ljudem, da bodo ohranjali domačije in s tem tudi ta avtohtoni del pohorske kulture. Tu smo že pri kulturi. V bistvu sem razmišljal enkrat na občinskem svetu, da moramo kulturo vlagati toliko, kolikor si lahko privoščimo. Mislim, da v času recesije, da bi morali tudi tam malce zategniti pasove. Kultura mora biti, s kulturo ohranjamo identiteto, vendar privoščimo si toliko, kolikor si lahko. Vsi šparamo, recimo po družinah, špara država, tudi občina mora biti tista, ki mora marsikaj prihraniti. Zgodovina v Slovenskih Konjicah je že dolga. Tudi tu bi morali storiti še malce več, sploh glede starega mestnega jedra. Tu ima občina 5 objektov in sam bi bil za to, da te objekte damo brezplačno v najem, mogoče kakim kmetom, kakim vinskim pridelovalcem vina. Samo toliko, da pač oni krijejo stroške, drugače pa da oni lahko tržijo svoje izdelke tukaj v trgu. S tem bi tudi poživili dogajanje v mestnem trgu, ki je pa, kot sami vemo, eden izmed najlepših v Slovenskih Konjicah, vendar dokler bo ta trg mrtev, bo tudi propadal, zato ga je treba oživljati, ampak iskati tudi rešitve z lastniki objektov, seveda občina sama vsega ne more sama narediti. Cestna infrastruktura, tu smo v bistvu imeli dogovor, da naredimo krožišče Lip, ki ga nismo naredili zato, ker je bilo problem pri zemljiščih oziroma je bilo premalo zemlje, seveda zdaj, če je bilo premalo zemlje, zdaj pa gradimo še 3. bencinsko, ki po mojem mnenju ni potrebna. To se pravi, da je bilo tudi dosti prostora za krožišče, da bi bili tudi krožišče umeščali, sicer malce zamaknjeno. Nimamo še krožišče in izhodišča oziroma obvoznice proti Oplotnici pri Hoferju. Tudi tam nam je bilo takrat kot občinskemu svetu rečeno, da bomo za kratek čas postavili semaforje in potem čez leto 2, da bo že tam nastalo krožišče, danes so še vedno semaforji. Se pa tudi absolutno zavzemam, da bi morale občine, ki smo od Maribora do Ljubljane povezane tudi ob stari magistralki Ljubljana-Maribor, bolj pritiskati na državo, da bi se ta magistralna cesta obnavljala, obnovila, zato ker ko bomo prišli na digitalno cestninjenje, potem bomo verjetno tudi večji del oziroma dosti velik del prometa zopet celili na regionalko in takrat bomo naleteli na cesto, če se sami peljate danes proti Celju, boste vedeli, kakva je v žalostnem stanju in mislim, da tudi k temu moramo težiti. Turizem je tudi ena izmed stvari, ki zamira v Slovenskih Konjicah. Poglejte, obisk Žičke Kartuzije se je prepolovil v teh 4 letih. Žička Kartuzija je eden izmed največjih biserov, ki jih Slovenija premore. In tu je stvar, s katero bi lahko mi kot občina, ki se gremo turizem, tržila malce več, vendar dokler ne bomo tam zagotovili ene stalne ponudbe, mogoče tudi enih nočitev. Glejte, jaz sem na Hrvaškem Zagorju videl prav en simpatičen primer in sem si želel, da bi mogoče tudi to vklopili v našo turistično ponudbo. Tam je en kmet obnovil staro hišo z slamo, vse ležišče, slamo, to se pravi srednjeveško ležišče in tujci, ki prihajajo iz Nemčije, plačajo po 50 €, samo da eno noč prespijo tam, da vidijo, kak je bil občutek včasih spat. Mislim, da z malo denarja in z malo kreativnosti idej bi lahko tudi Žičko Kartuzijo, pa ne, da bi naredili iz nje ne vem kak cirkus, ampak seveda spoštljiv kraj, ki je, tudi oživljali. Tu je pa vse posod tudi povezano delovanje društev. Lepo pozdravljam, tudi danes so se nam pridružili iz društva Naglušnih Slovenske Konjice in moram reči, da tu sem tudi pogrešal malce iniciative oziroma enega bistvenega sodelovanja
ki bi oplemenitilo delovanje tako občine, kot tudi vsega tega, kar imamo v naši občini. To se pravi, da bi mogla društva skupaj se dobiti, oceniti, kje smo in na katerem področju oživljanja občine, dejavnosti občine lahko nastopimo skupaj in skupaj bogatimo ponudbo in kraje, v katerem živimo. Ter pa tudi ves čas bi morali imeti posluh za stvari, ki so problematične. Dobro, v tem mandatu smo poskušali urejati tako parkirišča za invalide, tako tudi bariere na pločnikih, da lahko tisti, ki so na vozičkih, pa to prihajajo oziroma vozijo z vozički čez mesto, pa tudi dostop sedaj do občine je omogočen. Na koncu, kaj ne rečem, enake možnosti za vse. To je stavek, ki ga zagovarjamo in katerega želimo zagovarjati in za katerega želimo, da bi se uresničeval. Vsak si prisluži, vsak si zasluži prihodnost. Zavzemamo se za ustvarjanje enakih pogojev in priložnost za vse. Odpiranje vrat odgovorni privatni iniciativi. In Konjiška občina, ne da naj bo, ampak mora biti priložnost za vse. Hvala lepa, to je z moje strani za enkrat vse. Zdaj bi pa vas prosil, če je kakšno vprašanje, kakšna stvar, na katero bomo rade volje odgovorili. To je prvi del, potem pa bom še seveda predstavil vse kandidate na listi za občinski svet.